Danes smo ponovno na srednji grafični in medijski šoli v Ljubljani. Igramo Igro Evrope, evropski projekt. Izbrali smo pa teme demokracijo, svobodo in enakost. Dijaki smo teme izbrali zaradi njihovega interesa in ker se nam zdi meni in kolegu Tilnu pomembne teme za razumevanje delovanja in večja participacija teh istih dijakov v Evropski uniji in tudi seveda s tem tudi v Sloveniji. Za slogan naše skupine smo si izbrali z enakopravnostjo do boljšega življenja in v bistvu smo se osredotočili bolj na enakopravnost med ljudmi. Ni važno, kakšne rase so, katerega spola so ali pa kako so spolno usmerjeni. No, nekako smo v bistvu mislili, ker je veliko pravic napisanih, ampak se jih zelo veliko ne upošteva, da bi to nekako postavili na realna tla, da bi začeli to malo bolj upoštevati. No, nekako želimo izboljšati to, da bi se v bistvu kazni, da bi jih pravilno dodelili nekomu, ko smo imeli primer, da je nekdo live streamal, kako je pretepal fanta, da bi to se obravnavalo pravilno, ne pa da bo dobil samo tistih par let kazni, pa potem lahko spet isto napako naredil. Radi bi tudi pomagali mladini v stiski in mladini, ki se recimo ne morejo odločiti kam naprej in glede izobrazbe pa tudi to. Definitivno bi ustanovili več teh mladinskih organizacij, ki pomagajo mladini, ter bi pomagali tudi tistim, ki ne vejo, kam bi šli naprej, ali pa tudi ljudem, ki imajo že izobrazbo narejeno za nekaj, potem najti službo. Ideja naše skupine za našo stranko je bila v bistvu to, da bi izboljšali šolski sistem, zaradi tega, ker veliko stvari, kaj trenutno se ne strinjamo z njim in tudi ful ne pomagajo našim sošolcem, nam, tudi drugim ljudem in bi lahko ful veliko stvari spremenili na boljše. Še ena ideja je bila tudi, da bi legalizirali konopljo v medicinske in tudi druge namene, zaradi tega, ker bi naredili velik napredek v medicini, ker res za veliko stvari pomaga, pa tudi imeli bi zaposlitev ljudje. Ena od stvari, ki bi jih spremenili, je tudi pravosodni sistem. Glede na to, kakšne kazni so, mi prej nismo lih toliko vedeli, za kakšne prekrške dobiš določene kazni in potem, ko se je on video posnetek glede unih ljudi širil po Facebooku, ker smo zvedeli, koliko mehno kazen bojo v bistvu dobili, se nam ful ne zdi prav in tudi za veliko stvari tudi niso pravični, kakšne kazni dajejo, tako da to bi tudi spremenili. Pa za mladino bi se ful potrudili to, da bi lahko imeli boljše možnosti, zaradi tega, ker mislimo, da je v bistvu mladina prihodnosti države in da bi jim izboljšali možnost dela, to, da dobijo več znanja, da bi na primer ponujali več tečajev za različne stvari, da bi se lahko učili, da bi pa lahko napredovali, pa tudi kaj večjega naredili za našo državo, če bi bili uspešni.